Predstavljajte si širno modrino, zvok valov in trenutek, ko tik ob čolnu na površje skočijo delfini. Magično, Danes se potapljamo v svet društva Morigenos. To ni navadna nevladna organizacija. To je ekipa, ki združuje ljubezen do morja, znanstveno raziskovanje in izobraževalno-ozaveščevalne aktivnosti na področju varstva morskih ekosistemov. Tudi če sicer ne spremljate nevladnega sektorja, vas bosta njihova strast in zgodbe o slovenskih delfinih zagotovo prevzela. Dobrodošli v epizodi podcasta Obrazi nevladnikov, ki ga pripravljamo v sodelovanju s Centrom nevladnih organizacij Slovenije. Z nami je človek, ki je zgodbo društva Morigenos začel. Tilen Genov, ustanovitelj in predsednik društva. Tilen je mednarodno priznan strokovnjak in prejemnik številnih nagrad. Svoje znanje kot raziskovalec deli na Univerzi na Primorskem, hkrati pa slovensko znanost zastopa kot predsednik Evropskega združenja za kite in delfine. Tilen, pozdravljen. Lep pozdrav. Na vaši spletni strani piše, da verjamete, da lahko vsak posameznik prispeva k boljšemu svetu. Kaj je bil tisti ključni trenutek ali pa navdih, ki je vas osebno vodil k ustanovitvi društva Morigenos? Ja, že kot otrok so me zanimale živali in narava, tudi sem malo krožil po raznih živalskih skupinah, malo so me kače zanimale, pa velike mačke, pa kiti in delfini. No in potem sem imel dejansko to srečo, da imam sorodnike na otoku Lošinju na Hrvaškem, kjer so pa italijanski znanstveniki dejansko prvi na Jadranu začeli preučevati delfine. Tako da sem že kot otrok nekako padel v to zgodbo in ker sem bil ta zelo tečen otrok z milijon vprašanji, kaj vam bodo še zdaj tem naši kolegi italijanski povedali, so potem enkrat rekli, naprava pa pojdi z nami na čoln. In tisti dan, ko smo bili na čolnu z njimi, sem se odločil, s tem se bom jaz ukvarjal. In to je nekako vodilo v to, da sem postal bolj aktiven pri njihovem delu. Potem pa proti koncu gimnazije pa tako se začelo počasi porajati vprašanje, kaj pa pri nas, v Sloveniji, nič nismo kaj dosti vedeli o tem. Te živali so nekako bile, percepcija je bila, da jih nekako ni oziroma da so občasne. In potem smo začeli malce migati v to smer, da bi ugotovili, kakšno je stanje pri nas. In iz tega se je potem dejansko razvila ta zgodba. Pa verjetno je pomagalo, da delfini kaj manj ugriznejo, kot pa kakšna kača ali pa velika mačka. Pa kaj, zvem. A je že kdaj kak delfin ugriznil? Ja, je, in dejansko so lahko delfini pravzaprav precej nevarni. Vsi jih gledamo, javnost jih gleda kot na neke skoraj ne hišne ljubljenčke, ki so samo prijazni, pomagajo ljudem, nežni, ne vem kaj še vse. Ampak so dejansko velike živali, težke živali, ki nas lahko hote ali ne hote poškodujejo. In pri svojem vsakdanjem življenju se neprestano grizejo, tolčejo, zaletavajo drugi v druge, skačejo eni po drugih in to lahko za človeka zelo hitro postane težava. In so primeri poškodb in ugrizov delfinov v naravi, tako da, ja, lahko ugriznejo. Tako, ampak torej pri nas jih imamo. Koliko jih pa je? Torej zdaj vemo, da ima slovensko morje skupaj z okoliškimi vodami Tržaškega zaliva in tudi širše stalno populacijo delfinov, vrsta je velika pliskavka in na tem območju stalno živi približno 150 živali, ki jih zdaj že zelo dobro poznamo. Poznamo jih pa dejansko po naravnih oznakah na hrbtnih plavutih, ki nastanejo ravno zato, ker se grizajo. Tako da dejansko vemo, koliko jih je, v kakšni socialni strukturi živijo in nekatere posamezne delfine zdaj poznamo že 23 let na tem območju. Ste že stari znanci. Tako. Okay. Kaj pa je potem funkcija Morigenos, društva tukaj zraven? Kaj počnete? Kako bi recimo opisali to društvo nekomu, ki prvič sliši za to društvo? Torej, društvo načeloma bi rekel, da v osnovi je poslanstvo znanost in varstvo morja. Se pravi, recimo temu steber našega delovanja je znanstveno raziskovanje, se pravi znanost tako z vidika uporabe za izboljšanje nekih realnih problemov v svetu, ampak tudi znanost sama po sebi, ugotavljanje nečesa novega. Ne? Drugi, recimo temu steber, sta izobraževanje in pa ozaveščanje javnosti, se pravi uporaba znanstvenih dognanj za to, da informiramo javnost, da javnost razume, kaj počnemo, kako to počnemo in zakaj to počnemo in kako se lahko tudi javnost v to vključuje. In tretji steber, v katerega se v bistvu prva dva nekako stekata, je pa izboljšano varstvo morja kot celote, ne samo delfinov, ampak celotnega morskega ekosistema, tako preko znanosti, izobraževanja in tudi sodelovanja z raznimi deležniki, informiranja oziroma podanja smernic in informacij državnim organom in tako naprej.
Kako bi pa izgledal torej recimo nek raziskovalni dan za vas pri društvu Murigenos? To je zelo pogosto vprašanje in odgovor je vedno, da pravzaprav nekega klasičnega oziroma standardnega dne ni, ker so res dnevi zelo pestri. Če gremo na teren, je lahko že zgodaj zjutraj pač odhod na plovilo ali pa na plovilo in na opazovalno točko na obali ali pa celo oboje, če imamo dovolj ljudi v ekipi takrat. In smo lahko včasih tudi po cel dan na vodi, včasih smo lahko nekaj ur, pa se potem vrnemo, ko se recimo morje postane bolj zvalovano, ker se veter dvigne čez dan, pa gremo popoldne spet na teren in dejansko skušamo živali najti. Se pravi, dobesedno se vozimo po morju več ur in strmimo v obzorje. Včasih je to uspešno, včasih pa ne. Se pravi, zelo pogosto pridemo nazaj, brez da bi kakršnekoli delfine opazili. Če pa imamo srečo, da pa se živali najde, se potem zabeleži informacije o njihovi dejansko času in lokaciji opažanja, koliko živali je, ali so mladiči prisotni, kakšno je njihovo vedenje, in pa fotografira se jih za potrebe fotoidentifikacije, se pravi to zmožnost prepoznavanja po naravnih oznakah, imenujemo fotoidentifikacija, ker jih fotografiramo zato, da jih identificiramo. Potem zraven so tle še razne druge metode, kot so recimo akustika oziroma podvodno snemanje podvodnih zvokov in hrupa in tako naprej. So pa seveda naši dnevi tudi zelo drugačni. Lahko so pač cel dan v pisarni, bodi si neka administrativna dela, e-maili ali pa obdelava podatkov, ki je pa seveda tudi na računalniku. Veliko delamo, kot sem že rekel, na izobraževanju, tako da smo, ne vem, lahko tudi na nekakšnih delavnicah, na šolah. Res je zelo, zelo pestro. Ali pa takole, na podcastih. Tako, ali pa na podcastih. Ja. Kaj je bila morda v vseh teh letih najbolj presenetljiva stvar, ki ste jo odkrili v okviru raziskav? Jih je bilo kar nekaj, tako da je zelo težko zbrati eno samo. Lahko tudi več, ni problema. Prva dejansko je bila že to, da sploh imamo stalno prisotnost teh delfinov pri nas, kar je bila nova informacija. Kar je bilo še bolj zanimivo, da imamo populacijo, ki se nekako deli v 3 skupine, od tega imamo 2 glavni veliki socialni skupini, ki pa se očitno ne pogovarjata med seboj, ker se očitno bodisi slučajno uporabljata habitat drugače ali pa se aktivno izključujeta, tega še ne razumemo. In delfini dejansko, ravno tako kot ljudje, imajo pač svojo socialno strukturo in svoje socialne skupine in se raje družijo z določenimi posamezniki in manj z določenimi drugimi. Tako da dejansko so tudi pri njih prisotna prijateljstva. In zanimivo je pri teh socialnih skupinah, da se te 2 veliki skupini prekrivata v prostoru, se pravi uporabljajo isti prostor, ampak v različnih delih dneva. Tako da se časovno ločujejo, kar je pravzaprav zelo bizarno. To ni bilo dokumentirano še nikjer pri nobenih delfinih na svetu, pri nobenih morskih sesalcih na svetu in sploh pri nobenih sesalcih nikjer na svetu zaenkrat. In še vedno ne razumemo povsem, kaj vodi v to ločevanje, ampak to ločevanje je res zelo očitno, zelo močno, traja zdaj že skoraj 20 let, kar mislim vsaj, kolikor mi spremljamo te živali. Tako da to je definitivno bila ena izmed, ko bi rekel, nepričakovanih odkritij. Potem so pa še razne druge zadeve, recimo odkrili smo, da lahko delfine ločujemo po obraznih potezah, se pravi ne samo po hrbtnih plavutih, ampak da se dejansko tudi po obraznih potezah ločujejo, kar smo dejansko bili prvi na svetu, ki smo to ugotovili. To potem lahko nam omogoči recimo neko dodatne načine preučevanja teh živali, dodatno lahko s tem dodatnim prepoznavanjem spremljamo določene zadeve, pa nam to pomaga recimo v primerih, ko se hrbtne plavuti spremenijo, ker se precej hitro spreminjajo, obrazne poteze so bolj stabilne in tako naprej. Tako da to so recimo bili taki 2 veliki odkritji, ki sta nas tudi na nek svetovni oder znanosti postavili. Potem so pa razne druge zadeve, kot so, ne vem, en delfin, ki je prišel k nam iz severa Sicilije in potem tudi odšel in se čez 6 mesecev prikazal šel dejansko vse okoli Apeninskega polotoka in se prikazal na meji med Francijo in Italijo, recimo. Tako da vedno nas presenečajo in vsak nov odgovor dejansko poda 5 novih vprašanj. Torej v bistvu kar zanimivo stereotipno slovensko, da imamo Slovenci
prvi odkriti dve skupini delfinov, ki se videti ne morata. Ja, Se obstajata. ja, zelo Slabi zanimivo je. sosedski odnosi se očitno širijo tudi onkraj samo naše vrste. Ja, in z tega vidika so delfini v marsičem zelo podobni nam. Ne? Vedno jih imam, kot sem prej rekel, pojmujemo kot neke pač skoraj mitična bitja, ampak zanimivi so ravno zato, ker so tudi lahko, ko bi rekel, slabi, ne? Mislim, so taki, kot pač so, ni nujno, da je to dobro ali pa slabo, ampak so ravno tako agresivni, so ravno tako lahko žlekt, ne, po domače povedano, in ravno tako dejansko imajo neko kompleksni nabor vedenj in obnašanj in stanj duha, bi lahko rekli, kot ljudje. Potem pa, ko ste omenili zraven, da vas je to postavilo tudi na mednarodni zemljevid, ne, ta odkritja, kako pa izgleda torej recimo vaša vloga predsednika Evropskega združenja za kite in delfine, kaj tam počnete? Zdaj, glavna dejavnost tega združenja je pravzaprav organizacija vsakoletnih znanstvenih konferenc. To so pravzaprav konference, kjer se zberejo tako znanstveniki kot tudi entuzijasti, ki jih zanimajo morski sesalci z celega sveta, večinoma Evrope sicer, ampak prihajajo dejansko celotnega sveta. In na teh konferencah dejansko znanstveniki predstavljajo svojo znanost, drugi se seveda učijo od njih oziroma izvejo, kaj je novega v svetu znanosti o morskih sesalcih. Razne delavnice tam potekajo, tako da to je nekako osnovna dejavnost tega združenja. Je pa seveda namen tega združenja tudi promovirati tako znanost kot varstvo morskih sesalcev in morskega okolja. Delo je precej pestro, sploh tik pred temi konferencami. Ena je zdaj ravno za nami, dober mesec nazaj je bila organizirana na Škotskem, no naslednja bo pa ravno pri nas v Sloveniji, v Piranu oziroma Portorožu. No, fino. In kako se potem recimo Slovenija in Jadran vključujete v to neko širšo svetovno sliko varovanja morja? Kaj je tisto, kar doprinesemo? Predvsej bi rekel na različnih nivojih, se pravi, naše delo je po eni strani lokalno, po drugi strani nacionalno, po tretji strani regionalno, ne? Se pravi, seveda z vidika Slovenije nam je važno poznavati stanje na območju slovenskih voda. Z vidika malo bolj, ko bi rekel, realne ekološke slike se seveda povezujemo s Hrvati in Italijani, ker vemo, da pač v morju državnih meja zares ni, ne? Vsaj ne za te živali. In pa seveda širše recimo na območju Sredozemlja v okviru raznih mednarodnih sporazumov, v katerih tudi sodelujemo kot strokovnjaki, in pa globalno v okviru teh recimo konferenc, ki sem jih omenil, in pa k prispevanju te neke globalne, znanosti za globalno boljše poznavanje naših morij. Kaj bi pa rekli, da je morda trenutno največja grožnja delfinom? Lahko našim ali širše? Odgovor je, da jih je več. In to je ravno ta, kako bi rekel, težava in večplastnost problema, sploh v severnem Jadranu, da ni ene same grožnje, ki bi bila pa zdaj največji problem, da bi rekli, ne vem, ribištvo ali pa promet ali pa turizem ali karkoli. Ampak imamo v severnem Jadranu situacijo, kjer imamo več groženj skupaj, imamo intenziven pomorski promet, imamo intenzivni turizem poleti, ki je ta promet še toliko bolj pač poveča, sploh z vidika rekreativnih plovil. Z tega imamo pač zaradi tega podvodni hrup, imamo kemično nesnaženje, mehansko nesnaženje oziroma plastiko, ribištvo, ki lahko vodi bodisi v zmanjšanje plena za živali ali pa v neposredno smrtnost preko slučajnega zapletanja v ribiške mreže. Potem imamo tle še klimatske spremembe, tako da ni mogoče ena sama grožnja kot taka, ampak je dejansko sozvočje in sinergija vseh teh groženj v koncertu, tako rekoč, ne. Ampak če bi moral izpostaviti eno grožnjo, no, tudi odvisno, v kateri vrsti, na katerem območju govorimo, recimo za nekatere kite je največji problem nalet hitrih ladij, za druge vrste je največji problem zapletanje v ribiške mreže in tako naprej. Ampak globalno, če res posplošim, je zapletanje v ribiške mreže največji problem za morske sesalce globalno. Ampak to je res posplošeno rečeno. No, leta 2023 ste pa odprli center o delfinih pri vas in sicer tam obiskovalcem omogočite, da za trenutek stopijo v svet raziskovalcev in delfinov. Kaj vse lahko tam doživijo in spoznajo v centru o delfinih? Torej, namen tega centra je, da je kot neko stičišče oziroma nek hub, bi se lahko reklo, znanosti in izobraževanja, kjer lahko dejansko
tako šole, razne zainteresirane skupine ali pa naključni mimoidoči, ne, turisti, pridejo in spoznajo kaj več o našem delu, o delfinih, ki živijo pri nas. Tako da lahko dejansko imamo recimo zvočno sobo, kjer lahko poslušajo razne zvoke delfinov, lahko tudi potem vidijo, kako recimo neko plutje neke ladje mimo preglasi dejansko te zvoke delfinov. Potem imamo več interaktivnih zadev, kjer se lahko sploh otroci preizkusijo recimo v fotoidentifikaciji delfinov ali pa v prepoznavanju vrst. Potem imamo neko, ko bi rekel temu, klasično tekstovno, vizualno razstavo, kjer je nekaj informacij v 3 jezikih, v slovenščini, italijanščini in angleščini. Eno maketo delfina v realni velikosti imamo, okosje delfina, ljudje lahko dejansko sprobajo, kakšen je navtip koža delfinov in tako naprej. Imamo pa seveda potem tudi vodene dejansko, ko bi rekel, oglede po centru oziroma vodene delavnice, glede na starost, interese in tako naprej. A so ljudje nad čim še posebej presenečeni, ko pridejo v ta center? Kaj takega, kar ne vedo, pa bi bilo recimo pomembno, da vejo, ali o delfinih, ali pa morda v našem morju širše? Velikokrat je presenečenost nad tem, da sploh imamo delfine pri nas, ne, da to niso samo neke eksotične tropske živali, ampak da imamo dobesedno pred našim pragom. Druga stvar, ki ljudi ponavadi šokira, je, kako velike so te živali, ko vidijo tisto maketo, ne, kjer je pač delfin velikosti skoraj 3 metrov. Vsi si jih predstavljajo manjše, ne? In dejansko, ko vidijo, kako je to veliko, vidijo, da pač, ja, kot sem prej omenil, to je žival, ki vas lahko hote ali ne hote poškoduje. Kakšna je koža navtip, je marsikomu zanimivo. Potem pa seveda te neki dodatni zanimivi aspekti, kot recimo to socialno ločevanje in tako naprej, ki so ga omenjala. Je kar ena paleta stvari, ki ljudi preseneča. Pa a je kakšna šansa, da če se človek gre kopat v našem morju, da zagleda kje kako plavut od delfina ali pa delfina? Je realno večja šansa, sicer ne medtem, ko se kopate, ampak ko ste na obali, zato ker pač ste le malce više, malce dlje vidite, ampak šanse za to so, ko bi rekel, razmeroma velike, je pa to daleč od garantiranega, ne? Pač ni nujno, da zdaj, če greste po obali Pirana, da boste delfine videli, so pa verjetnosti za to daleč večje kot zanemarljive, no? In tudi dejansko dobimo veliko klicev, ker tudi spodbujamo javnost, da nas obvestijo o tem, če delfine opazijo, tako da dobivamo klice od naključnih mimoidočih, od domačinov, od ribičev, od nekaterih gostinskih lokalov, pa tudi od pomorske policije. Aha, zanimivo. Pa glede na to, da smo vzpostavili, da tudi grizejo in tudi znajo biti agresivni, je potem bolje, če ga človek sreča v morju, da se umakne. Načeloma ja. Zdaj, prej sem omenil, da so lahko pač nevarni zaradi svoje teže in včasih tudi agresivnosti. Nevarni so nam lahko tudi z vidika prenosa bolezni. Delfini so sesalci, ravno tako kot mi, torej niso ribe, upam, da to vsi poslušalci in gledalci vedo. Kar pomeni, da si delimo mnoge bolezni, od bakterijskih, virusnih, glivičnih okužb, in nekatere od teh bolezni res nočete dobiti. Tako da razno, ne vem, objemanje, ljubčkanje delfinov in kaj takega absolutno odsvetujemo. Da z tega vidika to, se jim je boljše ogniti. Ni pa zdaj tako, da če plavate, pa pridejo delfini mimo, da je potrebno panično zbežati. Večinoma se sploh ne bodo zmenili za vas, niti v pozitivnem, niti v negativnem smislu. Tako da, če ste pač v vodi, pa pridejo mimo, pač uživajte v trenutku. Vsekakor pa ne želimo, da bi ljudje, ne vem, s čolni zasledovali delfine, skušali skakati v vodo za njimi, ker je to tako škodljivo za delfine, ker jih vznemirite, in ker je lahko potencialno nevarno tudi za vas. No, in če recimo posameznik nima namena iti objemati delfinov, ne, kako se lahko pa drugače vključi v vaše delo? Na razne načine. Zdaj res ne organiziramo več raziskovalnih taborov, ki smo jih nekoč organizirali. Zdaj je to bolj, zdaj te zadeve bolj organiziramo v sklopu kakšnih terenskih vaj za razne recimo univerze, fakultete in podobno. Ljudje še vedno se lahko udeležijo naših aktivnosti, bodisi preko raznih izobraževalnih aktivnosti, kot je recimo Dan delfinov, ki bo zdaj v začetku julija v Piranu. Organiziramo tudi razne izlete z, ko bi rekel, panoramske vožnje z ladjicami, ki niso sicer namenjene ogledu delfinov kot takih,
ampak na teh panoramskih vožnjah tudi dejansko predstavimo delfine v našem morju, predstavimo naše delo in včasih se zgodi dejansko, da imamo tudi to srečo, da jih opazimo. Imamo pa seveda tudi recimo za študente, študenti pridejo k nam delati prakso, razni prostovoljci pri nas pridejo pač delati z nami in pomagati, študenti delajo razne svoje diplomske, magistrske, doktorske naloge, tako da možnosti je kar veliko, odvisno od interesov posameznika, koliko ima časa in tako naprej. Zdaj, ljudje včasih mislijo, da lahko nevladne organizacije podprejo predvsem ali pa samo z donacijami. Kateri so še kaj drugi načini, kako lahko podprejo vaše delo? Je naš prvi pravzaprav, ki ga najbolj poudarjamo, ravno to, da nas ljudje pokličejo, če opazijo delfine, ker nam s tem ogromno pomaga pri našem zbiranju podatkov. Tako z tega vidika, da dejansko izvemo oziroma dobimo podatek, da so delfini bili nekje opaženi, ko mi nismo bili tam. Še bolj pomembno pa, ker se lahko mnogokrat odzovemo in dejansko mi skočimo takrat na teren in potem najdemo te živali in zberemo še toliko več podatkov o tem, ne. Tako da to je recimo en način, kako nam ljudje absolutno lahko pomagajo. Nekatere stvari so seveda povezane z recimo donacijami, kot ste omenili. Nekatere od teh donacij so lahko pravzaprav tako rekoč brezplačne za donatorja, recimo ta namenitev dela dohodnine, se pravi tisto, kar kot davčni zavezanci tako in tako namenite državi, lahko del tega namenite recimo nevladnim organizacijam, kot smo recimo mi. Ljudje nas lahko tudi podprejo na razne druge načine, recimo zelo veliko podpore imamo pravzaprav v lokalni skupnosti v Piranu, tako od ribičev kot raznih institucij, občine in tako naprej, ki nam včasih v naravi pač nudijo neko podporo. Recimo že z tega, da lahko uporabljamo zvonik cerkve Svetega Jurija v Piranu kot našo opazovalno točko, to nam ogromno pripomore. Tako da načinov, kako nam ljudje dejansko pomagajo in stojijo ob strani, je ogromno. Ribiči nas recimo pokličejo, ko se zgodi, da po nesreči ujamejo delfina v svojo mrežo, kar je seveda nesrečni primer, ribiči si tega ne želijo, ampak v tem primeru je, ko bi rekel, dobra stvar v slabi situaciji ta, da nam pripeljejo to žival nazaj, da nas obvestijo in da se lahko iz teh primerov čim več tudi naučimo potem, ne, da bi jih v bodoče lahko zmanjševali oziroma omilili. To je torej nekaj načinov, kako lahko ljudje pripomorejo k temu, kar počnete. Kako bi pa rekli, če bi morali na kratko opisati, kako vi pripomorete k družbi in kako morda širše nevladne organizacije pripomorejo družbi? To je pravzaprav zadeva, s katero se dostikrat, ko bi rekel, kar malce včasih težko soočamo, ker znanstveniki se pogosto čutimo, kot da samo dejansko dokumentiramo slabšanje stvari na terenu. Pa vendar mislim, da ni čisto tako, no, jaz sem zelo optimističen človek, mislim, da je veliko premikov tudi v pozitivno smer, v boljšo situacijo. Konkretno v našem primeru mislim, da smo dejansko prispevali k temu, da je ozaveščenost Slovencev kot takih večja, da se zavedamo, da imamo te živali pri nas, da je to nekaj, kar je vredno varovati, to mislim, da je pomemben premik. Tudi delfini so dejansko postali del agende Republike Slovenije v neki mednarodni sferi. Slovenija tudi z vidika kot članica Evropske unije in članica raznih mednarodnih sporazumov bolj proaktivno tudi sodeluje pri teh nekih varstvenih strategijah. Deloma na naših podatkih je bilo tudi zasnovano tako imenovano pomembno območje za morske sesalce v severnem Jadranu, k čemur smo prispevali tako mi, kot tudi naši italijanski kolegi, kot tudi naši hrvaški kolegi. Na nekoliko bolj recimo lokalnem območju pa se dejansko zdaj naši podatki uporabljajo za to, da se informira potencialno širitev enega od zavarovanih območij ob slovenski obali, ne samo na podlagi naših podatkov, ampak tudi drugih podatkov, ampak delfini so del podatkov, ki kažejo, da je smiselno to območje povečati, tako da upamo, da bo tudi to dejansko imelo nek praktičen, realni, real world, bi se reklo, učinek na terenu, ne. Je pa seveda to dejansko maraton na dolge proge in včasih je težko na kratek rok dejansko videti, ali pa se ne čutimo, kot da smo nekaj dosegli, pa potem vseeno na dolgi rok vidimo, da se neke stvari premikajo v pravo smer. In za vse to morate biti s kolegi raziskovalci čez mejo boljši sosedje, kot so pa delfini pri nas. Tako in mislim, da tudi so, da smo z vidika sodelovanja, povezovanja, raziskovanja, mislim, da res znamo
raziskovalci in tisti, ki se ukvarjamo z varstvom, pokazati politiki, da se da. No? Krasno. Najlepša hvala, da ste se oglasili pri nas. Hvala za Zdaj povabilo. tudi poslušalke in poslušalci veste, da delfinov ne objemate, lahko pa jim poskušate pomagati preko društva, torej Morigenos, in srečno delo še naprej. Hvala lepa. Vi pa hvala, ker ste bili z nami in se poslušamo in gledamo naslednjič. Čau!